Če smo pa sami, pa Ciril ne vlagaš v produkcijo, okej? Ja, zakaj nimamo? A mi nismo vredni 2 kamer, Ciril? Ja, a nismo, brat. Zakaj jaz nisem vreden enega close-upa iz une strani? Ja. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Bo naslednjič boste 2 kamere spet. 2 kameri. 2 kameri. Pa Rokova čelada, idem z mano, ko sem manjkal v podcastu. Rok, hvala. En je napisal, da imamo svaštarnico na mizi. Ja, lej, Trabant, pa Ford GT, Aston. Prav, pa naj to isto napiše še Tom Cruiseu, ko ima isto svaštarcu. Tom Cruiseu. Cruiseu naj napiše. A je zjejem, Cruise. On je na mizo, imamo tako pa tako pizza, zdaj pa to narobe. Dolenski Tom Cruise. Ja, to pa Cruise. a je imel on pospravljeno garažo? Tom Cruise? Ja. Valjda, Tam da ima je. zihar ko apoteka, stari. Daj. Saj si videl v Top Gunu, kakšno garažo ima. No? Videlo se mu je, ko smate vjel je, Pa daj govor v mikrofon. ko pride noter. Ne. 10 sekunda podcasta, pa sva že zakačila okrog tega mikrofona. Ampak je lepo. Pa mi pa folk piše, da naj bom prizanesljiv do tebe. Ampak je res lepo čelado pustil Rok, ne? Ja. To, ko bom jaz prvič usedel na en enduro motor, bom dal gor. A dovoliš, Rok? Ej, veš kaj, dajmo te nujne stvari. Jaz moram danes predstaviti gosta v tem podcastu in to je Jure Gregorčič. Jaz sem se ustrašil, ko imamo vrata zaklenjena, da bo kdo prišel. No. Kakšne divje učke si imel. Res sem imel, ker 1. april je bil kaj, 4 dni nazaj. Ja. V glavnem, Jure, dobrodošel nazaj. Ja, kaj pa opis, noč nimaš kaj o meni zapovedati? Ja, Jure Gregorčič je ne sam dolenski Indiana Jones, moj dolgoletni sodelavec, 6 časov Siola, zdaj pa že lep čas novinar pri motoreviji AMZS in danes gost v atmosferskem podcastu. Jure, pozdravljen. Jure, dobrodošel. Hvala lepa, Sašo, hvala lepa, Ciril. Sašo, star, ja, geva. Hej! A ugasnemo? Stari. No, hvala lepa za poslušanje, to je bil atmosferski podcast, najkrajši. Ja, imena se bo še naučil. 2 minuti pa pol, tako da... Ja, dobro, na Dolenskem ne rečemo Saša, ne? Čeprav vem, da ti je tako ime, ampak rečemo Sašo, ne? Sašo Cruise. Ja. Ali pa Saš, no. Kaj naj zdaj naredim? Ajde, ubita me. Dobro so se spravili na gosta. Ja. Ej, Kako se še niso na gosta Ali lahko še spravili? nadaljujem s tem, kako smo se spravili na podcast, na gosta? No, daj. Jaz se prej pripravljam, pa si v beležko pišem v telefonu, malo pogledam avtomobile, kaj sem pelil, ker bomo danes v avtu govorili, kje si bil, kva si vozil, Jaz si kje nič naučil. nisem pripravljen. Čakaj, poslušaj, in Jure mene skurca iz prve, prav, a ti rabiš v telefon pogledati, da veš, kje avto zadnji mesec vozil. Zdaj pogledam na njegov zaslon, rubrika AMZS testi. Kaj, Jure, a si rabiš osvežiti spomin? Ne, to je samo zato, a veš, Ja, zakaj je? točno zato, kaj jih jaz rabim. Ne, zaradi impresivnih podatkov. Ej, pa če se že malo pluvamo, ne? Ja. Ti už malo manj preklinil. Ja, jaz se upravičujem, pa sem že eno kletico spustil. Bom manj preklinjal. Zares. Sem ti res zadnje čase kovneš ko Mađar, ne? Kako Mađar kovne? Ja. Ega je še ga je, drej. Renderzek. Čendel. Šen. Čakaj, kako že pravijo? Ne, to je pa romščina. Kaj? Šune! Pa ne vem, kaj pomeni. Kako so že policaja? So renderzek. Ja, je, nekaj. Drugače pa pokažeš lučke. Kaj zdaj, no? A ne, če zdaj moramo povedati, kaj smo pelali, ker jaz nimam nič Jaz napisano. imam. Jaz bom res iz glave vlekel, ker jaz sem v ta podcast vletel res Dej pa 5 do 1. A gremo strukturirano, da jaz en tak napol koherenten stavek sestavim, pa gremo od tam naprej, no? Ajde. To se pravi, v zadnjem mesecu, a gremo najprej slovenske ali mednarodne premiere, Jure? Tam si bil ti beljak. Pa ne, vse smo bili vsi, se ti si tudi bil nekaj, ne? Skupaj sva bila. Kje, no, evo, kje sta bila? Pri kaj sta Janu počela? Oblaku doma. Ja. Ne Pavšič, pri Janu Oblaku doma. Ej, v glavnem videl sta šla pogled Hyundai, ki na hiter z enega kota zgleda K911, K993, a? Res je. Ioniq 6, dajte povedati na hitrca, no. Kvaj zdaj? Kje a boš ti začel? Ne, pa tišina, pizda. Ker smo prišli do avtov, pa... Ne, Ok. Lej, Ioniq 6 je en avto, ki v bistvu, ki smo nekako vedeli, kakšen bo v tehničnem smislu, ampak smo se mogli v živo prepričati, kako ta oblika deluje, ki ga vidiš. Ne? Pač tako. Ker na slikah moram priznati, da ni tako, ne izstopa tako kot Ioniq 5, nima tega retrofuturističnega viba, ne?
ampak ima eno tako silhueto, ki je malce zanimiva, pa po drugi strani mogoče koga odbija, po tretji strani pa spet nekoga prepriča. Ne? Uporabniško, Jure, kaj ti rečeš? A ima prednost pred Ioniq 5? Mislim, odvisno, kot avto gledaš. Ne? Če gledaš Ker oba sta prostorna, pa črto uporabna. prostora, pri kabini mu nimaš kaj učitati. Saj si tudi videl, ti si se v zadaj usedel. Tudi glede na to značilno kupejevsko padajočo streho, bi človek pričakoval, da je tam pod mansardo, bi bil on bolj tako. Ok, malo striže prostora. Malo striže in tu je mogoče največji failer, kar se tiče pri kabini. Ne morem reči failer, ampak tukaj se mogoče najbolj pozna. Ampak po drugi strani petica ima spet veliko prostora. Se pravi, spet ne vem, če bi se odločil za šestico na osnovi tega, da ima več placa. Ne, več ga ima petica, glih zaradi... A ga ima? Ja, zaradi glave. Mislim, kufer? Kufer je pa druga stvar, sam je pa tudi druga stvar ta avto. To je tak poslovno eleganten električen avto, ki si ga ne bo družina kupila, ki je tudi ta imidž ima, veš, ta svetlobni podpis. Jaz tudi ne bi rekel, ok, s tem ducktailom, ki vemo, kjer ga je pripeljal in kjer nad njim drži roko pravice. Ne? Ja, Porsche, ampak se nič hudega. Se oni se nadaljujejo tega, mislim, tako ni jih sram tega priznati. Tega, ker to izrabljajo na račun aerodinamike. Niso oni rekli, mi bomo to pobrali zaradi tega, ker avto bolj zgleda, ampak dejansko zaradi tega, ker ima vpliv. Sledijo fiski. Tudi zadek ima drugačen vibe, kot pri Porscheu, ne? Čist, jaz se tako malo hecam. No. Jaz sem še recimo mimo tega avtomobila sem šel peš v LA-ju na avtosalonu, pa mi je bil takoj zanimiv. Si pa nisem znal ustvariti mnenja, mi je všeč, mi ni, je pa res, da sem letel mimo. Prtljažnik je pa še vedno dost velik, je pa normalno, zaradi oblike karoserije, tu ni avto, v katerem boš ti vozil pralne stroje, pa visoke grede iz Bauhausa, pa ne vem kaj, veš. Tu je pač tak poslovno eleganten električen avto za nekoga, ki mu dizajn veliko pomeni. Za nekoga, ki bo z njim se res veliko vozil, zato ker smo tudi videli, poraba je ok. Pa predvsem, kar mene najbolj navdušuje, kam je Hyundai prišel. Ne? A veš, mi zdaj govorimo nasploh pri Hyundaiu. Oni letvico elektrike postavljajo zdaj na nivo unih najboljših. Ne? A veš, tukaj imamo tudi, naprimer, odklopnik motorja, od spredaj. To je, ne vem, jaz nimam v glavi, da bi imel še kakšen 4x4 električni pogon od spred sklopkov kot klop pogon, tako da ti praktično nimaš trenja upora električnega motorja. Ne. Hkrati pa že, kad ti zaveraš, ta sklopka reagira. Ne. Da takrat, kad pa zaveraš, tudi če ne drsi nič, oziroma kadar ne rabiš vlečne moči tudi spredaj, preklop nazaj motor, da rekuperiraš na vsa 4 kolesa. Ne. Pa imamo tukaj en zelo zmogljiv krmilnik, ki ima novo generacijo silicij karbidnih čipov, ki so toplotno bistveno boljši, ki so neka nadgradnja te 800-voltne arhitekture, da so manjše izgube. Ja. To se pravi, to je upgrade v primerjavi tudi s petko? Ne, to je ista tehnika. Okay, petka. Sam to, da vem. Ampak o tem ne govorimo, vidimo, je pa novo to predgretje baterije. Ne? Ja. A veš, in tudi predpriprava na hitro polnjenje. Pa toplotna črpalka bo serijska za slovenski trg, vsaj smo zihar. Aha, so si izborili. Ja. Super. Drugače pa ena opaska oziroma predlog nekoga na YouTubeu je bil, da medtem, ko se mi pogovarjamo o teh avtih, recimo ta trenutek o Ioniq 6, da damo slikco gor tega avta. A veš, ker zdaj smo omenjali ducktail, pa ne vem kaj še vse, pa mogoče nekdo ne ve, kako izgleda avto, tako da a ti poskrbo, da bo ta trenutek slikca pokazala. Slikca je, zdaj pa ni več. Zdaj pa spet, what? Pa veš kaj je kako to? Pa veš kaj je tudi meni bilo zanimivo, ker smo naprimer azijske izdelovalce avtomobilov vedno tudi na nek način klincali, pa prekratka sedalna površina, pa ergonomija. Ne? Tu v tem avtu vse špila. Ne? Kar je bilo meni zelo všeč, prvi, ki je integrirane kamere za vzvratno ogledalo prinesel, je bil Audi, ampak jih je postavil za moj okus prenisko. Kaj si skozi min gledal? Klej sem jaz prav se osredotočil in ta prvič pogledaš ven kamero, te zmede. Tako kot vsakič, ko se v tak avto sedeš. Ampak kaj so pri Hyundaiu naredili? Pri Hyundaiu so jih podvigali skoraj v višino začetka A stebrička in imaš ful bolj naravni pogled. Ja, razumem. Tako kot imajo kamionarji. No? Ja. Okay, ampak zdaj te pa vprašam, zdaj si jih pohvalil.
A pa bi jih naročil? Te špegle? Ja. Ne. Jaz tudi ne. Mislim, zato, ker se mi zdi to en tak feature, jaz verjamem, da če imaš navaden špegel, da aerodinamika tega avtomobila, ki je 0,21, količnik zračnega upora, kar je zelo dobro, tudi če se ne motim, smo na... A to rekord? Ne, ni rekord. To je imel... Ne vem, če ni 22, ampak ok, ja. 21-22, no, ne vem, ampak to je na nivoju Mercedesa CLA. Hočem pa reči, da če bi imel navadno ogledalo vzoratno vzune, jaz mislim, da tukaj ne bi bila aerodinamika podrta, da bi se to blazno na dosegu poznalo. Ma ja, pa tudi čisto iz praktičnega vidika gledam. Jaz nisem dostkrat kakšne škode na avto naredil, ampak če pa sem, kje sem pa, veš, špegli hitro zahaklaš, no? Ker se mi zdi, da en tisti del avta, ki mal štrli izven neke silhuete, pa dosti hitro zahaklaš. Pa smut se pele ka svina. Ja, to pa je. Res je smut pele, pa ni mehen avto, ne? Drugače, ja, bili smo pa pri Janu Oblaku doma, ne, ker Hyundai je sponzor Atletico Madridu in smo šli štadion pogledati, smo šli garderobo pogledati. Koliko skaj po travi hodil? Dotaknil sem se trave, dotaknil sem se s prstom, pobožil sem travo, pa je tako en prilaufal do mene, pa je rekel, da je dotiki se tega, to je svetinja. Sicer nisem pol šel spraševati, zaradi tega, ker oni so kaj vraževerni, ali je zato, ker dejansko kaj uničuješ travo s tem, da jo pobožaš. No? Ampak res so pedenali travo, mi smo bili tam, ne vem, 5-6 ur, strigali so jo, prepeljali so... Svetlo namakali. Ja, prepeljali so neke solarije, so jo svetli, namakali. To je neverjetno. Sam tu smo se glih pogovarjala. Veš, ta je tak sterilni... Ni upal povedati, skoro. Ne, to je... Pizda, tak sterilen vibe je na takem stadionu. To je že res malo tumač, ne? Ja, kamo ljudje mu dajo dušo, stari. Ja. Se to me je pol vprašal Jurek, a misliš, da je pri Real Madridu tudi tako, ne? Sem rekel, se mi zdi, da je malo drugačne, da tisti klub ima neko tradicijo, mislim, se ima ta tudi, seveda ima, ne? Ampak ta je nov stadion. Ta je nov stadion, pa tako mal ni ta meščanski vibe, ne? Oni so izven mesta, nekje pri letališču in je tako... da bi prišel malo v nek shopping center, pa je tam stadion. A veš, kad Dolenjsko not stopa, najprej v gale pogleda, če kje plesno, veš, če tako malo Kejdro podobno, pa to, veš. A veš, smo prišli v garderobo not, to je bilo, to je apoteka, mislim, kakšna apoteka. To zgleda, da so pravkar tisti trenutek naredili to garderobo. Nič, kakšen švič, je. Drese so pripeljali, ne. Ni v kotu nobenih štumfov, veš, tako... hotel sem pustiti Janu Oblaku v omarci karte, pa sem pozabil, ne? To mi je žal. Bomo naslednjič. Ja. Ne, sej drugič. Zamudil sem preložil. Bomo naslednjič. A veš, da bi ti med štucnami gor, da bi najdel karte. On je na mizo, ja. Pa bi pa tam z unim, s kom že, z Griezmannom bi mal zaigral. Ne, Griezmann ima odspred, direktno sredin zic, ne? A ja, te naši so... Naši so vzhodno krilo. Jan Oblak, pa Čošak. Na ič. So tam zraven. V Čošku, V Čošku. Ampak jaz jih že vidim, ker to je dobro. Veš, jaz v slačilnici ne bi nikoli na sredini sedel. Tako iz vogala gledaš, prvo smatraš. Ne, to je že dobro. Ampak impresivno. Da gremo naprej. Travo sem ti še hotel reči. Prost. Stari, to je neverjetno. Oni so pripeljali aluminijaste vozičke čez cel pič. Pa to je bilo odprto, na en konc je sonce sjavno, na drug konc je malo v senci, normalno, zato ker je stadion uvalen, ne mora biti pa sonce gre tako. Enako noče. Jaz gledam in oni začnejo pritikati žarnice, to so bile une žarnice iz rastlinjakov. Ja. Solari za travo. Ja. Vozički, propisno narejeni aluminiji. A sprašal, kaj da za doma nucaš tam zapod... A jaz? Ja. Ne, jaz prdaj zagojim, imam sam plastično folijo čez, zato da jih plese ne napade. Mim grede, si zbudil želvo? Ne še, če bo jutro -3. Aha, okay. Jaz sem odprl vrata. Zdaj pa, če se bo prikazala Rebeka, se bo, če ne pa lej. Ampak glede na to... Ne upam, da te roko not, ne vem, če še živa. Glede na to, kar sta me informirala, kaj vse nas čaka, je čas, da tudi zbudiva najne oklepne note. Ne? Ja. Kaj, Ciril? Ne, dajmo pa še tujino porihta do konca. Jure, so bila likar v tujini? Ne, ta je še bil, boš ti povedal, a boš pa se lotil v Volkswagena, a kaj boš kaj še delil z nami? Ja, tale Hamburg je bil zanimiv, ne? Tale Hamburg je bil zelo zanimiv, zato ker
Pa tudi tako povem. Zdaj razloži, pizda, kaj je Hamburg. Čakaj. Kaj je zdaj Hamburg? V Hamburg na hamburger. Kaj si A ja, lej, tam še to. Pa da Jure bil večkrat tam, vem, ID7. Ne. ID2. ID2. A ja, dvojka, ok. Napoved električnega polota, ne. Čakaj, to je nekaj, kar smo že poslušamo že nekaj časa. Ja, ampak Ta najmanjši avto na MEB platformi. Ni najmanjši. Čakaj, to ne bo najmanjši avto na MEB. Ampak najbolj zanimivo je to, jaz sem šel do predsednika uprave Volkswagena in sem rekel, jaz sem si zapomnil, ko ste štartali ID3, da ste rekli, da bo ljudski električni avto za ceno srednjo opremljenega dizelskega Golfa. In to bo ID2. Ne, to so rekli za ID3, ampak so se malo zlagali. ID3 ne dobiš za ceno srednjo opremljenega dizelskega Golfa. Pa tudi ni to velik Passat. No? In zdaj je bila nov statement. Ne? Tu je avto prostoren kot Golf za ceno polota. Dobro, misliš, da so te spet malo nahecali? To sem rekel. Jaz še enkrat ne bom prišel pa ljudem napisal članek, da bo avto manjka 25 jurjev. Bo manjka 25 jurjev, je rekel, I promise. Ajde opečat. Je rekel, da roko. Pečat? Pečat pa ne jih hotel dati. Je pečat? Tudi ker vsak polo ni 25 jurjev. A boš nalil mu slikco ID2? Ja. 3, 4. Veš kaj pa zanimivo, ne? Zanimivo pa je, da se verjetno vsi naši poslušalci, sledilci so videli ta avto, ne? Dekle so fajn korak nazaj stopili pri oblikovanju, ni ta več spacey oblika zaobljena. Sam kaj zdaj to pove, stari? A to pove, da mi v resnici hočemo imeti avte, ki izgledajo normalno, samo da se na štrom vozijo. Uno zdrava kmečka. Ja, hočeš imeti Volkswagena, kot si ga navajen. Ja, ampak malo prej smo se pogovarjali o ID5, pa o Ioniq 5, pa Ioniq 6, ki pa ne zgledata. Že takoj ti data vedeti, da sta električare. Ja, sama ta retro vibe. Ne. Ja. Okay. Sploh petka je, veš, iz katerega avta prišla, ne? Kaj je rekel oblikovalec? Jaz sem vzel, Ponija. Aha. Vem. Si Ponija pozabil. Ne, seveda nisem. No. Poni je prej zgnil, kot crknil. Ja, to je res. To je bil... Pa luči je imel apšlesa, ne veš kako. Ja, veš. Spomniš, zadnji luči nisem ampak veš, kaj je zanimivo pri ID2, ne? Je zanimivo to, da ne bo več pogon zadaj, ne? Pogon so naprej prestavili, vzad so spraznili prostor, niso nam pustili avto sploh odprt, tako da vse une slike, ki smo jih videli, so bile... Ampak smo pa videli, da imajo števci, kaj? Grafiko Golfa GTI. Enko. A res? Ampak to so pokazali tako. Nisi videl v avtu. Vprašanje, kaj bo vse res. Vse je bilo v avtu, je bilo vse črno. Ne, to sem ga vprašal. Je rekel, da bodo ti števci. Ajde v roko. Ni da v roke, se veš kako je. On je tudi na novo v službi, ne. Še obljubo mrskej. Sam jaz računam, še enkrat, jaz verjamem, da bodo to, pa drugo stvar sem vam še hotel povedati, ne. Veš, ko so prezentacijo začeli, ne. Ne Electric Future, bla, 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 bla. Cela paleta Old Volkswagenu se je gor pripeljala. In v kotu je stal možakar pri lučki in je zgodbo o Volkswagenu govoril. In oni so bili, prav tako jaz sem malo folk opazoval, tak dober vibe je bil, veš, ko se ti pripele Golf enka, ko se ti pripele Bulli, ko se ti pripele Karmanđija, ko se ti pripele ta star Passat, ko se ti pripele Golf dvojka, ko se ti pripele Golf Verše. Ja, nostalgija je močna reč. Corrado je tudi bil, ja. Ja. In oni so rekli, in model je rekel, jaz sem ekipo poklical, sem rekel, mi moramo Volkswagena spet narediti Volkswagena. Ja. In noben ni hotel na glas priznati tudi, da je ta oblikovni šus bil premočan, ne. To se pravi 2 koraka naprej, zdaj pa 3 nazaj, ne? Ja, ker zdaj ti pa hočem reči, jaz sem pa videl tudi ta novega ID7. No, daj še to. Ne, to ne smem še povedati, ker 3/4 stvari pod embargo. Jaz sem ga tudi videl takrat v LA. Ja, dobro, kaj pa lahko poveš, kaj? Kaj lahko povem? Lahko povem, da zdaj le ta trenutek lahko povem, da je blazno udoben avto, da je zelo velik, res velik, da ima na primer medosno razdaljo skoraj toliko dolgo, kot ID Buzz. Kjer navaden, 5-sedežni. To se pravi, praktično smo na 3 metrih. Lahko tudi tu povem, da je noter next level, se spet vrača VW tam, ki je nekoč bil. Ne? A ni tako trda plastika?
Nap. Ja, škaj, samo resnic mene bolj zanima, kakšni bodo materiali v polo tukaj. Aj malo kafejton. Skoraj tak mal vibe ima. Ja. Da je nov, čist nova programska oprema vmesnika, pa tudi čist nova menijska struktura vmesnika. Aha, s tem bojo pol pelali naprej, bo zastavonoša v tem smislu. 15 palcev stari. Tako, mislim, to je pa zdaj tako, kot smo gledali v Tesli, sam da nima unga, ki je Cirila navduševalo, ki ni čez šipo gledal, ampak je na zaslonku s avtočki in pelejo. A pa je vertikalno postavljeno ali horizontalno? Horizontalno. Sam je res velik. Ej, kdaj pa ta avto prije? Letos pride še tudi v Slovenijo. Oja? 17. aprila bo pa razkrit. Ok, dobro. Gremo naprej, imamo še kakšno tujino pod palcama, se v Slovenijo podmaknemo. Še nekaj sem hotel povedati, kaj so obljubili. Sej prav. Itak, da je sej gost. Ja. Veš, se spomnite Minhna, pa koncepta ID Life. Kaj je že bil to za en? Ja, to je majhen Volkswagen električen hotel biti. Ne? Ok, zdaj se pravi, to je najmanjši na EB. Ne. Kaj? Ne. Zaradi tega se je Jozef Kaban mogel posloviti. New Design Language, niso ga pokazali. Avto, ta majhen. K-up, tvoj up se vrača, ne? Tam so pa obljubili, da bo cena manj kot 19 jurjev. Ok. Dobro, sem tisti, veš, ta recimo Volkswagen ID2 se bomo zaključili hitro, to je vse na avto, ki bi ni nišen avto, je za širok krog uporabnikov recimo namenjen. Unije pa vse je to je že pol mikro avtoček, je pa vse niša ostaja, ne glede na... Ja, ampak ta bi najdo kupce... Tak električne avto ramo, prijatelj. To. Ja, mogoče res. A ni brat zadovoljen z električnim avtom? Zelo. Sam je zadovoljen tudi zato, po kakšni ceni ga je takrat kupil. Ja, no, ampak ampak veš, če je bil... Sorry, ti si dal 12 jurjev takrat za električen avto. Čakaj, ti povem zakaj. Ker je bil v osnovi 21 jurjev. Ja, se vem, ja. Je bil dražji kot tak 19. Okay, ampak je bila subvencija 7,5, pa akcijo so imeli neko, ne vem, še 2 jurja. Zdaj pa lahko za 18 predaš, ne? Ja, po 5 letih. Ne. Za 20. No, ja, vidiš. Še zdaj so delavcov Citigo Škodo električno, ne? Sva zanč gledala na dobro avto, se prodajajo po 19,800. No, vidiš. 40,000 kilometrov. Ja, ta odle ima 20,000, tako da ga lahko za 21 predam. In zdaj računaj, če bo nov up... Kaj kupati? A veš, vse pol vprašaš. Mislim, vse boljšega ni za pomestiti. Zakaj bi ga prodal? Ampak če tako pogledaš, če bo res ta cena, kakor so obljubili, ker jaz vam zdaj povem, jaz še enkrat se ljudje zlogov ne bom, tako kot sem se pravi ID3, to že zdaj povem. To sem tudi tam v Hamburgu jim povedal, Volkswagenovim, ne? In so rekli res. Ampak, če bomo obdržali, naprimer, tako subvencijo, kot zdaj, ne, boš ta avto pelal za 16 jurjev, ne? Oziroma 15,5, ne? To pa je res. Govorim o tamalem. Ne, ID2, ne? Kaj pa ti, a si kakšno novo pivo predstavil, a si kakšna garažna vrata nova? Si kaj vrata monteral? Nisem pivo, sem Burin, no, vse to. Evo ga, vidiš. On je zaposlen pri atmosfercih, ali ne? Ne. Zakaj? Jaz sem hotel odpovedati. Ne, stisnilo bi mu eno konkurenčno klauzulo, ne? No, v glavnem, Burin je novo pivo, pivovarne Laško. Dej o avtih, kaj pove, bomo uno pivo pol. Ne, pa hočem, da pa ti nekaj pol poveš. Zato, ker na tisti dan, ker jaz nisem šel na predstavitev MG-a, slovensko premiero sem šel gledati novo pivo, ti si pa vozil MG-a, pa na hitro povej, kaj je to za en avto sploh. To je pod okriljem koncerna Renault, ne? Ne. Samo voznika ima. Ja, voznika, no to sem ne koncern. Za slovenski trg je enako vozniku, kar drži znamko Renault, to je res. Ampak MG kot MG, zdaj brez veze, da ti govorimo o zgodovini, zaradi tega, ker tisti MG, ki ga poznamo, nima veze s tem. Čeprav malo vse igrajo na ta heritage, ampak ne več, kot da pokažejo logo, pa letnico rojstva znamke, pa ne vem kaj vse. Pa to dinamiko, ne? Ne, ampak zdaj so šli kar jako v reklame, na panojih, pa tako se kar, veš, tudi mene kdo kdaj vpraša. Zaradi tega, ker je zanimiv predvsem iz tega vidika, ker, prihaja znamka z Kitajske, tisti MG prvi, ki so bili električni, ki smo jih poznali, so bili tako, nek tak generični kitajski električni avto, ampak te novi, ki pa zdaj prihajajo, Jure, kaj že? Sajk.
Ne, Sajk. Številka, kjera je bila? MG. No, dej. A je bila šterica? Kaj smo vozili? Šterka, ja. Šterka je pa totalno na novi platformi in je res zanimiv avto. Mislim, zavidati je tako. Spet lahko rečemo, da delim mnenja, ker nekomu je totalno preveč tak špičasto, futurističen, zanimiv narezen. Samo mora imeti svoj vibe ta avto. Ja, sej ima. A veš, po drugi strani je pa tako. Ok, sej pač, kot sem rekel, delim mnenja. No? Tehnično je pa definitivno zanimiv. Dobra baterija, dober motor, predvsem pa dobra cena. Ja, a už dal sliko ta trenutek? 3-4. Ja. To je avto pod 40,000 evrov je Orang. A ni 36? Ja. Ne, od 32 do 38. Najbolj opremljen. Od 32 do 38. Najbolj opremljen. Pa to je srednjo velik avto, to ni majhen avto. To je velik. Mislim, veš, če vzameš, tako, mislim, platforma je taka, da je res omogoča to, da izrabiš pač ves prostor, ki ga nudi. Mislim, da je skoraj spet 3 metre medosne razdalje, noter ogromno placa, nobenih grbin, vse je skrito v podan, baterije, elektromotor na zadnjih kolesih. Čist podoben prtlažnik, ne? Infotainment, dober, Apple CarPlay, Android Auto, wireless, vse dela. Prek appa nadzoruješ avto, spremljaš baterijo, notranjost, materiali dobri, mehka plastika. Zaslon je odziven, arhitektura tako postavljena, veš, ta lebdeča konzola. Čist legit avto, a veš. Pa tudi, veš, ta koncern, ne? V bistvu to je avto iz koncerna, ki je zdaj sod med 7 največjih izdelovalcev avtomobilov na svetu. Ne? A veš, to je tudi, oni imajo tudi čez kitajsko izpostavo Volkswagena pa tako naprej. Ne? Ja. Zame je tako, kot sem povedal. Jaz vsakeč, ki Jure reče Volkswagen, rečem zdrav, nekdo za nazaj pogleda. Ja. V glavnem, Orang avto. Zdaj bi pa jaz rad malo presekal. Na ladjo se vkrčal v Šanghaju, pa pride v Koper. Tudi za biznis je dobro, ko imajo rezerviran avtomobilski pomal v Koper. Še k nam malo prkapla pol dinarčki pa to. Ja. Dobar. Mislim, ne k nam, v Koper. Je v Slovenijo, no, model. Ja. No, zdaj folk misli, da je ta trenutek MG nakazal. MG nakazal. Daj poglej. Ni še. Zdaj pa je. Ali pa atmosferci tržijo avtomobilski pomal v Koper. K nam. Ja. Ej, a lahko jaz presekam ta štrom z enim bencinarjem. Dej. Slovenska premiera, k nam je končno prišel BMW M3 Caravan. Medtem, ko si ti štel injekcije pa sobe na polikliniki, ali kje si bil, sem šel jaz na en dogodek, ki ga je organiziral BMW, sicer je bilo avtomobilov več tam zapeljati, se bom na hitrico malo povedal, no, ampak M3 je končno dal Touringa ven. Moram reči, da jaz lani polet sem bil na 24-urni dirki Nürburgringa in že takrat sem ga videl malo polimanga pa polepljenega, se je kar neki prahu takrat dvignil, zdaj pa končno pri nas in sem se pol malo sprašval, je to avto, ki bo folk čisto popizdil, ker sem ga primerjal z RS6 pa ne RS4, pa sem potem pojasneval, da gre bolj za odvzem primata ali pa poskus odvzem primata najbolj, bom rekel, dirkaško razpoloženega Volkswagena, ker ta primat se mi zdi, da v tem trenutku je imel Audi RS6. Jaz sem ta avto pelil, pa se smo M3 že pelali, pa M4, pa to, pa se veš, to je več ali manj podobna izkušnja. Ampak goddamn, koliko ta avto je kar v redu uživo, dobro zgleda. Ja. Vsi so se palili na ta viola, beli sedeži kombo. Ne, jaz za Olimpijo navijam. Je pa res, da če bi jaz zbiral zice, bi temne vzel, ker je bela, se mi zdi vse malo občutljiva, ampak avto je on fire, samo toliko, da še tehnično malo povem. To se pravi, imamo 510 konjev, 3.9 ali koliko, 3.6 do 100. Serijski je 4-kolesen pogon, ki je seveda izklopljiv, kufra je pa 500 litrov, pa Jurija 510, če podreš vse skupaj, pa valjda aktivni M diferencialno vse te stvari, ki ga delajo posebnega. Hočem samo to reči. A kluko se dobi, kaj karovari? Ziher. Ne, veš, da ne vem, hočem samo to reči, da je materno, res cool zgleda, odlično se pele, vreme je bil širi, ker pomeni, da nisem tudi približen niti po tipu njegovega potencijala, ampak je res tak vibe okrog tega avta, je zelo, zelo dober. No. Je taka barabca, je še vedno. Pa je kar barabca. Ej, pa še enkrat so pokazali, ne, tega XM-a. XM, stari. A je bež? Avto, to je deleč najbolj ekstravaganten BMW v tem trenutku, gre za priključnega hibrida. To se pravi, švoh 30 kWh je kapaciteta baterije, da je okrog 80 km električnega dosega, verjetno okrog 50 realno. Ampak avto je stari golem, a veš kakšen je?
Ta avto je, pa tudi oblika, rori, vse, mislim, to je... A veš, kaj imam jaz sam težavo s tem avtom? Super avto je. Ja. Mislim, nisem ga še videl živo. Ja. Sam to imam težavo, da so s tem avtom počastili, kjer obletnico delovanja M-modela? 50. obletnico. Da so s tem avtom to naredili. Veš kaj, to je tista jeba, pardon, spet. Ajde, če bi s tem avtom počastili, ne vem, obletnico zvezdatskega motorja, ki so ga dali v Focke-Wulfa, v vojaškega lovca. Ne, sprav ga ven, mene nič ne moti. Super avto je, mislim, za nekoga je super, za marsikoga je super. Avto je 200 jurjev skoraj, mislim, valjda mora biti top shit avto, ne. Ampak, svetinja BMW-ja. Sej to je ta kontradikcija, jaz, ki sem videl avto, sem ga občudoval na nek način, kako je predrzen, pa kaj si je BMW upal narediti. Mislim, tudi te oblikovne rešitve, pa tako res je zanimiv. Mimogrede je 653 konjev serijski, ampak prihaja pa še ena ekstra izvedba s 748 konji. Ja, sej, sami presežki, ampak se veš, kaj je. BMW M je pa čist nekaj drugega, ne. Sem zgledal tako, kot da bi Everest vzel, pa ga v dolino predstavil malo po pilu. Pa še z njim na cesto. Točno to, stari, maketa Everesta. 100 milijonov ton. Veš, tako, ko gledaš, ko si misliš, kaj je to ledenik zašiljen, veš. Ne, res je, vidi se je impozanten. Ono, ko ga pogledaš, si misliš, res, iz monolita so naredili športno avto, ne? Ja. No, glavno BMW imel te malo dneve za novinarje, pa za stranke, pa veš, kaj smo pelali še faceliftinga BMW Z4, kaj je pa res tako nice avto. Veš, BMW Z4 resnici sploh ni športno avto. BMW Z4 je avto za kruzat, za easy se pelati, ki je lahko zelo hiter, 340, koliko 380 konjev ima 40i. Ampak je tak zelo old school. Hecam, kako so avti, ki je čisto navaden roadster postal neki tako skoraj tako ogrožen, kaj eno prostorc se mi zdi. A veš? No, ne glih toliko, ampak tako fajn izkušnja, no. Ej, pa Gaber je 40 storij naredil. Ja, Gaber je 40 storij naredil. Gaber, si v redu. 40 storij, jaz se vsak, ki sem Instagram. Vse v podcastu pa rekel, da gre na event, pa da bo poročil in super je poročil. Lej, točno to rabimo. Ja. Ej, ne, to sem hotel reči. No. Okay. En podoben event je bil včeraj, mislim, vsaj jaz sem bil včeraj na tem eventu, event še traja za kupce. Tako kot BMW. Tako kot BMW, ampak je imel Porsche svoj event. Porsche Experience se mu reče, je prišel ena taka karavana, Porsche je prišla v Slovenijo. Se pravi, večinoma namenjena kupcem oziroma strankam, potencialnim strankam, Porsche za guštat, ampak prvi dan smo bili, nas je bilo par novinarjev in smo šli na eno tako lušno vožnjo. Jaz osebno, mislim, da smo večinoma mi vsi vozili te avte, ampak jaz nisem še vozil od 718 Spiderja, pa sem se takoj zapičil v njo. In? Jaz sem v Južni Franciji vozil. To je pa taka igrača. Pogovarjal sem se tam z Andrejem Malgajem, ki je en največjih ljubiteljev Porschejev pa zbiralcev pri nas, o tem mogoče malo kasneje, ampak me vprašal, kakšen se mi zdi, ne? Pa sem rekel, Andrej, a imaš tisto najljubšo trenerko doma? A veš, ko priješ domov, pa une trde džinse slečeš dol, ne? Pa si oblečeš tisto mehko trenerko. Ne? In ta avto je točno to, ne? Tista tvoja najljubša trenerka, ki ti tako paše, ki daš gor, ki je tako narejena po tebi. In ta avto je to, ne? Tako se dobro počutiš, kada bi dal une copate, trenerko gor in se... kako sem kada. Mislim, tako prav fajn je bil. Ko se vango sežeš, se počutiš, kada imaš 30 kg manj. Stari, to je res. Stari, pa imaš pa, kakšna velika noč min pade, ne? Pa nosiš 4-5 dni trenerko, pa pride ponedeljek. Pa greš nazaj v Cayenne. Ampak, veš, ko peleš tak avto, ne? Ja. Peleš tak avto, ne? Se ne moreš drugače, ampak, lej, to je tako, če so ovinki lepi, je tako, kot da bi nastopil v zadnjem prizoru Dirty Dancing. No, ampak da še povem, zakaj je dober, no? Da ne bom sam čez trenerko govoril. Lej, zaradi tega, ker je itak idealna razporeditev teže, ki pa je itak tako nizka, ne? Pogon zadaj, 420 konjev, Stari, motor, to je tok za ta avto, ampak ta motor je nameščen, veš kje? Čutiš, vibracije čutiš na hrbtu, da pravi direkt za tvojim hrbtom, sredinsko nameščen, flat šestak, air intake so tle nekje pri ušesih in ti slišiš, kako model usrka zrak, pa kako vse tisto, kar je v srku, ti vibrira tle na... Daj, kar še govori. A veš, koliko dobro? Ja, pa še ta PDK, ne? Ja. Jaz priznam, pač pri Porscheu, ročni menjalniki, super, za nek heritage, pa to, kar je nekoč bilo.
Ampak te PDK-ji so danes tako hudi ratali menjalniki, da je to noro. In vsakeč, ki ti prešaltaš, imaš feeling, da mu ta menjalnik, če gledaš milisekunde, me vzame mal, ne? Ampak kad to tako hitro naredi, pa tako butne. Tu so zmerili, on hitrej pikne kot kobra. Ja, no, imaš feeling, da ti doda menjalnik, ne pa odvzame. Ja, razumem. Zaradi tega, ker so te prenosi tako hitri, da a veš, in ta pa ti da ti z dodatem, tako hiter šalta, pa tako dobro. Enkrat smo se pogovarjali na tej delavnici, ki smo že vozili tudi v Turčiji. Je bila debata, pa so rekli inštruktori, fantje, sej ne gostilniške debate. Imamo ročni menjalnik, dobro, imamo PDK, pejte na stezo, pa bomo štopili. Dobro, se to jasno. Ja, jaz bi tudi zbral avto, mislim, bi tudi vidim veliko smisla tudi v ročnih menjalnikih, še vedno, sploh pri kakšnih Porscheh, ampak dejstvo je, da je ta izdelek tako dober, da se ti tudi, če si kontra nastrojen, pa recimo ti nisi, pa jaz tudi ne, ampak se najdeš v tem, da rečeš, kako je dober. Ja, no. Kako dela s tabo, ne? Kako je dober vibe bencinskega športnega avta. Velik motor v majhnem avtu. Noro. Pa ko daš vdih, tako malo zaniha, ne? Pa imeli smo, mislim, sicer je bil tam tudi GT3 Touring, samo na ogled, ampak je imel tudi, sem šel za fora pogledati specifikacijo, ne? Spet je imel PDK, ne? Menjalnik. A veš, v Touringu v GT3 bi človek pričakoval, da je mogoče ročni menjalnik, ampak če pa spet pomisliš. Touring. Ma ne sam to, da je Touring, ampak spet je šla tehnika toliko naprej, da enostavno, če hočeš vse to dobiti, te sekunde, stotinke na krogu, boš pa valjda vzel PDK, ne? Dobar, sam Touring je tudi tako, veš, je vsem bolj komotno. Jaz sem ga testiral tako, tudi aktinje, pa tako, pa se mi je zdel kar smiselno umeščen ta menjalnik, ne? Čeprav, recimo, če bi pa nazadnjega GT3 vzel s spoilerjem in vsem, unim, ker rabaš gradben dovoljenje za njega, bi imel pa vsem ročen menjalnik. Ja, sem je pa dejstvo, ne? Pač Touringa, ne? Če imate ljudje, kupite s PDK-jem pa še ročnega, se jedna zgubi na boste. Pa enega z keramiko, enega brez. Tako, ne? Pa enega na peč rafu, drugega na monopoint. Škaj, fajn je, da se znamke odločajo za tele dogodke, malo si rekel za šmek, malo za novinarje. Mislim, včasih smo novinarji povabljeni tudi, ker ni nobena novost, pa je včasih malo tako, no. Ampak so pa dobro narejeni, recimo tale BMW, kam je bilo še všeč, da zdaj na silo napeljem na konti, ne, ampak je bilo res dobro. BMW je imel, prvič se mi zdi, da enega še tako malo zunajnega zraven, ki je imel tudi 2 električna minija gor na pokluki, pa je imel konti 2 gum gor, v bistvu 2 nove gume, ene porezan profil na 1,6 mm, ena pa 8 mm, pa pol pospeševanje, a veš, da si imel malo drag race, pa pol zaviranje. Pa pri 50 na uro za dva avta razlike. No. A veš, kul je, da ti dajo še nekaj, ki ti je vse malo zanimiv. Kako, kad smo že pospešvali, pa bremzali, pa na Vranskem, pa to. No. Pa mi se doskrat ujamemo, kako nas te zadeve ne fascinirajo več tako, kot nekoč, ne, ampak nekemu kupcu, a veš, neki stranki, ki pride tja. Pa semafor, drag race semafor, pa veš, fajn. Se sem rekel, enkrat. Mene še kar fascinira. A ne bi bilo zanimivo, da en tak slot nekdo ponudi enemu poslušalcu, gledalcu tega podcasta, veš, da reče nek avtomobilist, tokrat, ne vem, damo eno dodatno mesto za nekoga, ki posluša, gleda, pa da mi peljemo nekoga. Jaz sem zelo stari. Ker vem, da je taka stvar, da bi zanimala marsikoga. Mislim, se širi tudi tehniška kultura, ne? Ja. A veš, sploh v čas, ki prihajamo, ko bo takih avtomobilov vse manj, ne? A veš, to je tako, ko bi zdaj v eno gensko banko stopil. Kam greš ti, Ciril? Kam skozi odhajaš? Na WC. Čakaj, o Jurskem parku 2 pa ne bomo nič rekli. Čakaj, bomo. Kva? A ja, lahko. Ja, Raptora, s to hotel omeniti. Še ena premjera. Danes bomo podelali slovenske premjere, mednarodne premjere. A ti ima v Sapu zaprlo, ko je stric Saša na konc piste prišel? Ne. A ti ima v Sapu zaprlo? Ne, jaz sem užival, sploh ne vem, zakaj sem zamižil. Malo je nabral, ne? Ker sem ga upozoril, sem rekel, prosimo, pripnite si pasove. Pospravite vse svoje stvari v predale. A pa je liznil makedam? Ali je... Zelo lepo liznila sva. Zasilni shodi so 2 spredaj, 2 zadaj. Cargo kason je prazen. Je pa telih novih Raptorov že kar nekaj sem jih videl na cest. Jaz pa ne. Jaz sem videl stari včeraj enega, predvčerajšnjega enega, tako zdaj to naključuje, ampak... No, ampak se so rekli, da imajo že koliko 30 naročil? Ja. Nekaj tazga. Tako.
Kaj bomo povedali o tem avtu na hitro, no? Če smo se ga že dotaknili? Poleg tega, da sva pa Saša z njim imela atmosferci, smo ga imeli predpremierno, se moramo pa pohvaliti. Seveda. To se pravi, teden pred slovensko uradno premiero je prišel na en tak orang preizkus znanja, pa letečih sposobnosti, da smo mu dali žegen, da zdaj pa žihar. Takoj za atmosferci so ga imeli pa člani AMZS. Tako da se splača biti član AMZS. Ja, ste imeli delavnico. Ne? Smo šli k v naš najljubši muzej. Je bil super off-road poligon, tam, kjer je bilo tudi... V Ljubljani, naravoslovni? Ne. Si slišal ga? Išče ta pravo žalitev. Išče, kako bi to žalil. A bom lahko jaz miga enkrat pelil? Daj povej, no. Kako je bilo? Top je bilo in vidva sta ta avto že vozila, jaz sem ga pa prvič v bistvu na novinarski predstavitvi v petek, pol v soboto smo imeli pa mi delavnico s člani AMZS. V Pivki, v parku vojaške zgodovine. Smo šli po sledeh jeklenih velikanov in mene je ta avto sezul zaradi dveh stvari. Prvič, meni se zdi, da je to podvozje še en korak naprej naredili. To smo mi dva, stari Saša je naredil prvi skok, ker sem jaz še zunaj, pa sem neki fotku in jaz odprej on šipo, jaz tako kvajzi, da se bo šlo to, on prav, stari ta avto blaži, pa da je podvozje še stopno višji. Sej že prejšnji je bil dober, ampak veš, kje sem zaznal? To, da je prejšnji ga je odbil, pa me je še mogoče enkrat povzdignil, pa kad te drugič povzdigne, zgubiš kontrolo nad zadkom. Hitro se umiri, ne? A veš, zaradi tega, ker razbremeni zadek in moraš popravljati 2x, 3x. Tale zabije in ga zravna. In ni bilo nič korekcij. To so že pa res poldirkaške dirkaške fore. Da prvem ta prvem sem čutil, da je splato, da je orang podrajsel od spredi. Ta pa ne. Mogoče mal. Ampak isti skok, ista hitrost, vse isto. Podvozje, dobro, motor... Boljše. Motor... Kljukca. Motor boljši. Motor kljukca boljši. Šestvaljnik 200, koliko? 40? 292? Ne, koliko ima kojeno? Ja, 292, pardon. Mislim, da je... 491 newtonov. Čak, iz glave vlečem 292, nisem zihar. 292. Okay. V glavnem motor taka mora biti. Biturbo še tak. Biturbo je, ja. A pa lahko pojasnimo eno stvar, ki se folk skozi usaja in sicer ne moreš pa, neki nosilnost, pa to ni delovski avto, ne? Tu je... razlož malo, no. Zato, da... Mi imamo pri pick-upih športna podvozja oziroma pri Rangerju športno podvozje in to je največji pa najtežji športnik med klenimi terenci. Ker nobenemu ne more terena učitati. Smo zdaj v Pivki testirali in v eni uri smo imeli burjo, dež, sodro pa še sneg. Pa strmino, tako da je bilo momačko. Kar se pa tiče podvozja, ne? Logično je, če imaš ti športno podvozje, ki je namenjeno joy vožnji, da ni to delovno podvozje. In da ne zmore prenesti enakih obremenitev, niti ne želi. Zaradi podvozja? Izključno samo zaradi tega. Okay. Prav vzameš Wildtracka? Vzameš Rangerja Rangerja z novim 3-litrskim dizlom 6-valjnikom. Imaš 3 tone pa pol vlečne sile. Imaš 3 tone pa pol vlečne sile, debelo tono nosilnosti in je to, ne? Pa še dobiš lahko V6 turbo dizla, ne? Ker ga pri Raptorju ne moreš. Pri Raptorju ga ne moreš, ne? Pri Raptorju lahko dobiš 2.0 dizla, ne? Ampak mi moramo vedeti koncept, ne? Ampak tudi, zakaj privatniki kupujejo Raptorja? Prvič zaradi tega, ker spet tu ni neki švohiček, ne? Ker veš, uradno mislim, da je 625 kg ali neki tacga nosilnosti, ampak ti, če moš 700 kg besov na ono. Ja, no, ampak privatniki tudi radi malo zašminkirajo pred drugimi privatniki. Pa tu sem ti hotel reči, ta avto je nenormalen oglasni pano, ne? Ja. Pač vsi vejo, da imaš Raptorja in da imaš dober terenski avto. In je tako, kot sem rekel, to je športnik med klenimi terenci in je temu namenjeno. To je joyride, to je pick-up, na katerega daš motocross motor, gor pa greš na Meni je všeč, da ti še zmer ponudijo drugo opcijo. Kaj? Rabaš vlečno silo, tle imamo še zmer vse. No, pač ne imenuje se Raptor, ampak je pa 3/4 avta istega. No, pa tudi 2 tone ima Raptor, ne? Večne moči, ne? Ne pa 3,5, ja. Ne, Raptor. Še zmer velik. Ranger, ja. Ranger ima pa 3,5, ne? Zmer velik. Ja, sej pravim, ja. Dobro smo se zdaj. Dajmo malo sape zajet, Madonna.
Dobar, ne, sam še eno Ne, sem vedel. Pusti gostu do besede. Čisto me je ubila zdaj z vsemi temi razlagami, ki ste lepo povedali, ampak hotel sem še eno drugo stvar. Nov sistem terenske vožnje. Pismo res dobro dela, ne? A ta, da imaš tempomat za poklanco gor? Da imaš crawling tempomat, da imaš odspred zdaj po novem tudi špero, kako ima dober nadzor okolice, kako špuro vleče, koloteka, posebej širina špeglov. In ti, ko se res zaplete, tako kot sem vam prej rekel, mi smo imeli res kar orang terenski poligon in eno je bilo med drevjem, pa fajn na Krejber gor, ne. In pol, ko je tu padel najprej dež, pol sodra, pol še sneg, je res masna marmelada ratala. In v enem momentu je bil totalno resen poligon. Jaz sem imel enega člana iz Semiča doma, mislim, da študent, tak mlad fant, prvič je vozil tak teren in je rekel, če gre lahko še en krog. In glih v tist krog so prišla, ko se je vse to zlilo na ta poligon in je začel avto zgubljati oprijeme. No, veš, in una neugodna situacija, ki si nastrmen, ki te začne neki nositi, pa ne veš, ali bo avto zdrsno, ali bo šel naprej, ali bo oprijem zgubil. In je mačkano široko oči dobil, ampak so rekla, lej, ne, kaj narediš takrat, kadar je panika, zadihaš, cap, tipke pritisneš. In je pol, sem rekel, no zdaj pa kar momočko. In je začel avto grabati, sem rekel, malo volana dodej. In midva so se odpeljala, a veš kako. In si reče, on je pa pol prideva naravno gor iz te strmine, tako oster ovink mimo enega borovca. In tako on strej se roko, to je pa bilo, to sem pa kar tako. Sem rekel, a si umfr zgubil, si prvi zašperal avto. Rekel, ja. Ampak hočem ti reči, res je bilo tako smut, sva se odpeljala, ne, da si rečeš. Je pa res, da Jure, te gume so malo posebne. Ja, lahko še se rečem eno stvar, ki mi ni všeč pri tem avtu. Vse lahko smo. Da ni tvoj. Ja. Ne, ni mi všeč, prav rad pohvalim, če nekdo prešalta na Shift by Wire, ne. Tista menjalna ročica mi pa tisti izbirnik njihov ni všeč, zaradi tega, ker težko preklapljaš, težko najdeš ročica nima feedbacka, da ti pove, kje si točno, moraš vsakič dol pogledati, pa kjera lučka za svet. V bistvu cel avto je tako manly, imaš občutek, da ti ravnaš na surovo to. Pa primeš zdaj pa del ur. Ja, tako. Mal mi, ta prava ročica mi je bila bolj tako, točno si vedel, kje je. Ne? Ta je pa tako malo. Ja, imaš prav. A ja, pa Fedri Fox so po novem oranžni, prej so bili pa modri. Pa si se pa naučil iz storije od Saše pa od Cirila. Ne, ti si me prvi vprašal, če imam ta starga. Ja, seveda. Pa sem šel pa jaz pogledat, pa sem rekel, lej, res ima rdeče. Ko sem dal napoved gor, pa sem imel podvozil ta starga. Kva sta kaj testirala? Kva danes bo pa overload avto. Meni je to všeč, zato ker malo pozabil. Mene je ful pozitivno presenetil Peugeot 408. Jaz ga imam tudi napisanega. Kje ga imam napisanega? Lega tukaj le. Zanimivo je. Veš, kaj me pa najbolj bilo všeč? Tako, ko pogledaš ta avto, ne, iz vseh koncev je malo, ko bi Cybertruck malo popilil, veš? Ja. Ne? Ja. Ampak, lej, oblika sledi formi, ne? Kaj? Ne, to si zdaj. Forma pa oblika je ista. Oblika se di kaj. Praktično je, no. Ja, hotel sem biti pameten. Zdajle. Ne, se vem, ampak kaj si hotel v resnici povedati? Hotel sem v resnici povedati, da odzad se dobro sedi. Ja. Nimaš kljub uni zazipani strehi, ne? Ja. Nimaš občutka utesnjenosti, prtljažnik je spodobno velik. Spodobno na široko se odpre. Pa ljudje ga gledajo. A veš, kjer avto so zdaj v zadnjem mesecu so najbolj gledali? Tega, pa Enyaq Coupe, RS, i-Veta, električen, pa dober Ioniq 5. Te tri avti so tako lepo pogled, ta Peugeot sploh, no res. Mislim, meni je res, pa tudi, veš, avto je tako nobel mi je, ne mi zameriti glede glih pri DS-u, ampak meni se zdi, da ta avto je bolj seksi, kot v DS-i. To je čisto legit mnenje. Ne, pa DS všeč, jaz sem kar fan DS-a. Mislim, znamke kot znamke oziroma njihovega mindseta, tako da te res obremenijo pod narekovaji z detajli. Tako, da vsakič, ko se ti usedeš v avto, da si toliko obdan s temi detajli, da tako,
vedno znova najdeš nekaj v avtu, kar je tako, lej, kaj pa ta material, pa potipaš, pa je nek semič. Semič. Pa drugič aluminij, pa tretjič spet nek detalček. To sem jaz videl tudi v Peugeot 408, vsakič. Ne tok. Ja, mogoče ne tok, ampak lej, avto je momačko lep, ne. Ja. S tem vprašanjem sem se tudi jaz obadil, ko sem lani vozil usporedno testiral Peugeot 308 pa DS4. Tudi 308 čist je tako zelo korektno. V bistvu zelo dober avto. No. Se je slovenski avto leta. Vem. Hočem reči, da pa na koncu dneva, da sem se pa vprašal, za koga bi se pustimo zdaj ceno, da bi pa jaz, meni je bil, a veš, na konca je 10-12 jurjev razlike v njima, ne. Pravim, da to je čisto realno vprašanje, ki si ga nekdo zastavil, ali bomo dali toliko za detalje ali ne. Čeprav jaz s tem se ne postavljam izrazito na stran 308. Meni DS mi tudi te detajli mi dogajajo. No. Sam me pa malo manj prepriča recimo vozna dinamika. No. Kaj pa jaz vem? Ja. Se mi zdi malo na trd udar, kdaj pa malo glasen, ali pa se ni to sportska kola, da se razumemo. Ampak tako, recimo. No. Jaz se pa lih ta trenutek vozim z enim avtom iz tega koncerna, pa mi je totalno hud, kar se tehnike tiče, je pa Grandland GTE. A sem prav rekel GTE? GSE. Ej, mislim, plug-in hybrid, ampak tudi tako sem ga jaz tam vozil. Ja. Fora je to, da ima baterija, elektromotor že, ampak motor kot motor, pač turbak, tako gre avto. Tudi če pozabiš na vse baterije, tudi če ti zmanjka vsega. Ej, mislim, tak motorček, da je res. To se mi je edini problem pri 408, kaj jaz, če bi si ta avto kupil, bi si izbral plug-in hibrida, zato ker mu najmočnejši pogon enostavno najlepši pristoji. Vse to. Jaz pač 408 si ne predstavljam s tistim 1,2 litrskim 130 konjskim motorjem. Res je ne predstavljam. Točno to. In jaz sem imel težavo, recimo, točno to, da kad ti zmanjka baterije, da preklop samo na bencinski pogon, pa na silo še zraven fila baterijo, da se tok avtomatra in slišiš, ka menjalnik šalta dol in nabija v tiste obrate in je tako, ni prijetno zavozati. Tle, ka pa breme prevzame bencinski motor, ka ima dobro konjenico, ka ima dober navor, je pa poezija. Se pa spomniš na tiste avte nekoč, ka še nismo poznali plug-in hibridov, pa so dajali not dobre motorje. Da so opravili vse odrede. No, se pri 408 tudi ni sicer s hibridom 1.2 motor, ne? Je 1.6 THP. Vse tle je isti, ampak ne vem, mogoče ima kaj več konjev. Ta ima 300 konjev, ta GS. Ta tako gre avto. Ta ima 6.2 do 100. Plus, da če ga nafilaš baterijo, je res dobra baterija in tistih 40 km je totalno realno. Tako, res gre avto lepo. Pa veš, kjer avto me še presenetil zdaj na zadnje, ko sem ga tudi vozil. Tako pozitivno. Avto stare šole s sodobnim pogonom Galaxy Ford. O tem smo videli že govorili. Ja. Avti, ki izginjajo. Res, mislim, poraba spodobno nizka, avto pa lej. A je testen avto? Jaz bi ga pa pelil en krog preden gre. A ga nisi ti? A ti si S-Maxa? S-Maxa. A ja, no dobro. Mislil Galaxy ali S-Max? Ne, Galaxy. Aha, ok. No, vse je podobna. Razlika ni velika, ne? Sam pač Galaxy odzad še višji, ne? Ampak, a veš, ta koncept avto, ki jih je po nesreč zadev nek EU Meteor, ne? In zginjajo, ne? Tako, totalno mim. Danes če vprašaš, veš, koliko folka bi vzel tak avto, tako, če bi bil za normalno celno, še zmer z nekim dizlom. Mislim, meni je glih včeraj pisal na Instagram en od sledilcev in rekel, top avto, kupili smo ga, sicer S-Maxa, ne? In mi napisal, lej, vse špila, pa tri otroški sedeži gredo od zadku, normalno noter, ne? Ja, tudi mene, včeraj me je lih na tem eventu prišel, me je Jan, naš kolega iz podcasta, ne, Jan Jolič-Liven, mi je rekel, da je neko žensko, ki kupuje avto, usmeril na tvoj članek Galaxija, ki si ga lih objavil in da je to. In je pa res, tak, ki je testen, se ga sploh več ne da dobiti, ki je bil z najjačo opremo, imajo jih pa samo še neki in gre, ta avto gre tudi ven, ker je res velika škoda. Pa tudi, veš, lepo se vrniti v svet, ki vse štima. Veš, vse ta avto ima starejši infotainment, ampak pa knofe, vrtljive pa vse. Ti, ki pogledaš v neštevce z velikim zaslonom v sredini, vse špila. Tam je tipka, mogoče tipka res bolj plastična, ampak je vedno tam in vedno dela. A veš?
Sej, kdo je, pa to smo že govorili o tistem, kako so stvari uporabne, niso uporabne, kako se ljudi ne da v sklopu generacije pa pol spremeniti, da bomo zagrabili te zaslone, ker pač jebi ga, lahko si ti reče, da ti kdo reče, da si staromodno, ampak gumb je še vedno gumb stari. Se ni več, po moje to ni stvar generacije, da bo nekdo bolj dovzeten za te stvari, ampak se mi zdi, da je to stvar enostavno intuicije, ergonomije, ki jo imamo vsi v sebi, ki je najbolj logična, tako, enostavno, to je najboljša bližnica. Kjer avto sem jaz danč? En nov avto sem pelil, a sem sam not sedel, pa zdaj ne vem, je to RX, ki sem ga hotel omeniti. No, ampak daj ti meni povej, če čisto logično razmišljaš, pa tle nima generacija, pa nova neka generacija, nobene veze s tem, če ti moraš za gretje zicov iti v meni, pa v podmeni, pa vklopiti gretje sedežev, po drugi strani imaš pa en knof. Ja, ali pa to ni stvar generacije, to je pač stvar intuicije pa ergonomije. Ja, pa čim manj korakov, zato da nekaj narediš, da se čim manj zamudiš. Štekam pa to, da je cenejš, če zapakiraš nekaj v infotainment in ne rabiš dodatnega stroška stikala. Ampak daj mi to tako prodaj. Ja, sem pa to dober procesor, da je noter, pa dobre programske line napišeš. Ja, ne pa da zjutraj jaz prežgem avto, ves mrzu zmrznen in mi zaslon 10 minut kaže dobrodošli, welcome to ta pa ta znamka, se potem 10 sekund še loada in potem je neodziven na moje prste. Ne? Se pravi, nekaj pritisneš, čez 2 sekundi se odpre podmeni, pa še pol drug podmeni, da prežgeš neko normalno gretje šipe ali pa zica. Ne? Je pa v ID7 res svetlobno hitrostjo hitrejši. No, smo te hude, svetlobno hitrostjo hitrejši. Kaj je bilo prej umetniče? Pesniče. Pa sem se pogovarjal, a veš, da je programska oprema za ID7 ima skoraj 100 milijonov vrstic kode. Upi, da. A je ChatGPT napisal? Ja, zato, ker so tudi povedali, da so že prve grožnje cyber prišle iz dark spleta, ne? In da bo ta monitoring, pa ena dobra fora, to se mi zdi pa res kar dobra fora, da gredo tako v smislu, mi bomo upgradali vse te podatke, ki jih imamo s terena, če boš seveda ti dovolil. Ti so špelo prvič po eni cesti, ki nima v redu zrihtane talne označbe, ali pa je korenina dvignila en kos robnika, ali pa nekaj takega, bo on to posnel, pa poslal za naslednjega. Ne, za naslednjega. Poslal bo v oblak in vsi ostali, ki se bodo vozili, pa bodo navigacijo uporabljali, jih bo na primer opozorilo. Ja, za naslednjega. Okay. Na cesti. Ja, ampak ni tu kar 2x, ne? Ne, ni. Ne, razumeš? Ampak a je za naslednjega? Za več naslednjih. Ja, tako, se strinjam, ja. Glizdale, ko smo govorili o tem upravljanju, a veš, da čak samo malo zgubil sem se. Pištola. Ne, govorili smo o upravljanju z gumbi, pa to, da sem pa zdaj jaz v enem avtomobilu, niti ne prvič, ali pa mogoče je bil to en izmed prvih avtomobilov, kjer sem res z glasovnim upravljanjem živel in upravljal ene stvari čist nagonsko in je vse super delovalo, sicer za zelo preproste stvari. Mercedes EQE, ki ga zdaj vozim tudi. Mislim, ampak hočem reči glih za seat heating, ne? Da jaz nisem rabo iskati tip, čeprav mislim, da ima celo na vrati, ne, nima. Ampak hočem reči, da se usedeš noter in rečeš sam, da sem se navadil uporabljati hey Mercedes, turn on my seat heating. Kaj je rekel? Hočem reči, heat seating. Nekaj, tigvat. Mene že zjebe, ko mu rečem hey Mercedes. Ne, ampak rečem hey Mercedes. Kaj je fora, da ne smeš niti čakati, da on reče what is it? Ti sam rečeš. Sam šoping. Aš ni ono hey Mercedes, tišina. Yes. How may I help you? Sam rečeš, daj mi prosim to narediti, ali pa meni vroče, ali pa daj mi zmanjši to, ali pa naredi to, vklop to pa uno tretje. V tem avtomobilu sem se jaz zalotil, da sem to uporabljal res brez kakršnih koli omejitev in zato, ker je tudi ta software je tako narejen, da ti ne rabiš zdaj v nulo poznati, ampak da za osnovne stvari samo poveš, pa ne rabiš biti prej nadrkan celega manuala, zato da boš vedel, da ga boš pravilno sprožil in skenslil. A veš, to je pa feature, ki pa jaz mogoče dopušča možnost, da bo neka naslednja generacija to znala boljši izrabiti kot karmija, ne? Ja, se razumem, ampak hočem reči, tiste neke bližnjice mi niso logične, to pa ja. In tudi se sam zdaj, ko si mi to povedal, sem se zamislil, sem rekel, zakaj jaz tega večkrat ne rečem, ne vprašam, ne testiram v avtih. A ti uporabljaš Siri?
Ja, uporabljam Siri, ampak za samo nekih 5 zadev mogoče. Ampak v avtu recimo doskrat za muziko ali pa za podcast. Evo. Za kaj več, kot to ne, mogoče. Stari, zjutraj sem si tako sprožil podcast, ker sem se samo usedel v mrzo avto in ti je še uno tečen, na pol še spiš. Pa sem se rekel, hey Mercedes, turn on my seat heater. Pa rekel sem play Bluetooth, pa play podcast. Ali nekaj sem rekel in model je zalaufal točno to, kar sem hotel reči. Jaz vem, da veliko avtomobilov ti lahko z glasom upravljaš. Mislim, kdaj že nazaj imel Ford, recimo Sync 2, 10 let nazaj, predvsem napreden sistem, ampak si moral vedeti fulanih pravil. Točno to. Zdaj se pa tudi moraš točno vedeti, kako mu reči. Hej Siri, play Halid Baslik. A veš, ne moreš reči Halid Baslič, ne? Ja, Halid Baslik. Halid Baslik. Ja. Romania. Ja. In ti pol igra Romanijo, ne? Ja. No, to je pomembno. To moraš vedeti. Mingrde, EQE, za EQS-a nisem prišel, bom rekel, v ožji izbor, med mediji, pri EQE-u so pa rekli, tega pa žihar. No, ampak moram reči, da je z izjemo ene par materialov, ki me je razočaral, ena plastika na ročkah, recimo na vratih, da je res izredna avto. Kaj pa tehnika? Mislim, to, kar sem... Pogonska. Meni se zdi, predvsem sem, vozil sem recimo avtocesta 130, Maribor nazaj, pa sem imel koliko 24 kWh na 100 km, ali 24,7. To se mi je zdelo v redu, tudi pri nižjih temperaturah, zdaj so že malo više, sem se pelil, je bil doseg 400, več ali manj zlahka. Ne navedenih 600, pa nekaj, ki prav Mercedes, ampak hočem reči, nisem imel range anxiety, predvsem se pa pele res tiha kabina, krasno se pele. A pa je imel hyper zaslon? Ne, ni, ta test ga nima. Ampak mislim, me zanima, kaj bi ga hotel videti, pa malo preizkusiti. Ima klasično armaturko na desni strani pri sovozniku, ampak voice activation, vozna izkušnja, kabina, udobje, krasen avto. EQE. EQE, sem si zapisal, da boš dal slikco. A šel kje filat? Šel sem filat, v bistvu sem ga filu nisem šel na ultra hitro, nisem šel, podpira, ne vem, je kar sposoben na tem področju, sem ga pa filu, dvakrat delal tako, kot treba. Veš, kaj pa mene presenetilo, ko sem pa danes vrnil Mercedesa prenovljenega A, eno me je ful pozitivno presenetilo, eno me je pa malo negativno, ker nisem bil do zdaj tega pri Mercedesu navajen, ker Mercedes je mu res bulletproof asistenčne sisteme v uglajenosti pa učinkovitosti. Tle v EQE je delo super. Ja, verjamem, nisem vozil EQE, ampak v A-ju je pa tukaj agresiven sistem za lane assist. Neudobno praviš, da je tako, da ni, a veš, kaj se je velika razlika. Ja. Aha, to jaz sem kar pogledal, ker nisem do zdaj tega v Mercedesu nobenemu doživel. Hyundai je tukaj ful dober, se mi zdi. Prost poje. Kar me je pa ful pozitivno presenetilo, je bilo pa, da je takoj, ko hitrost mislim, da pade pod 30 na uro in se ti zatakneš na avtocesti, te avto pozori, da se pomaka na levo ali desno za reševalni pas. Ja, no se to imajo, mislim, da ima tudi BMW to, za BMW sem zihar, da ima, ene pare znam, kako imajo to. Ja. Cool. Ampak res dobro dela, takoj. Videl sem na tega A-ja že, spet sem zakonil, jaz se upravičujem, sem že kar malo pozabil na ta avto. Tako, veš, je kar malo pod radarjem. Vozniško je tak zelo iskriv Mercedes. Tega ne bi dal na losovem testu na bok. Jaz tudi vozim zdaj en tak bolj old school avto, pa mi je fajn. Cupra Leon. Kakšna osvežitev je pelati po dolgem času. 1.5 TSI, benzinarček, super dela, dobro se pele. Ja. Je pa res, recimo, vsakič, ko se pelem po avtocesti, jaz načeloma ta sistem izklapljam, sistem za zadrževanje vozila na voznem pasu, moram imeti 3 ali 4 pritiske na zaslonu. To mi gre recimo blazno na etra. Recimo, model, če sem v družbo zdaj že en teden, pa če sem jaz to naredil vsakič ob vstopu na avtocesto, sem isto stvar naredil, da se štike naučil. Sej jaz vem, da se to ne zgodi kar tako, ampak hočem reči, da rabiš preveč, da to izklopiš. No. Razen če kakšna bližnjica, ki jaz ne vem, mea culpa. Pa vzamem nazaj. No. Je pa super avtoček. No. Ko si lih omenil ta avto, pa sem jaz videl neke plakate po Ljubljani, zdaj tlele Golf Rabbit. Ja. Ste videli to? Ja. Jaz sem videl nekaj reklam. Kaj se meni zdi, da se zdaj dogaja? En tak mali backfire avtomobilistom se dogaja. Da kar naenkrat so se začele nabirati zaloge, kopičati. Recimo nekaj, kar si ti izpostavil, pa se to je res, se dogaja v tem svetu koles. Ne? Ti, ki si kupoval kolo, je bilo koliko denarja? Ja. 6-7 jurjev. Ja. Zdaj ti ga pa še enkrat za 2,5. Vse si ga nisem kupil. Zaradi tega kaj? Ker so se obnovile zaloge.
Ja, zato, ker so kolesa ostala, zato, ker se je začel stabilizirati trg, zato, ker je denar, ki si ga sposojaš, ratov predrag, konec je helikopterskega denarja in isto se je začelo dogajati. Isto je prav avtomobilist. In sem šel pogledat zaloga Volkswagen avtov v Sloveniji, IDEO je, ne vem koliko, 90 avtov je na zalogi. IDEO. To 1 let nazaj, 2 let nazaj, no way. Ker naenkrat se komunicirajo po jumbotih akcije za Kia, za Hyundai, za ne vem kaj še vse. Se mi zdi, da... A veste, kjer je bil marca? Da je konc tistih cajtov, ki so vsaj do nas prišli, pa so rekli, dajmo komunicirati to, da smo mi usmerjeni v e-mobilnost, da sledimo temu, da brand awareness nam je pomemben, ne vem kaj. Zdaj se dogaja to, avti so na zalogi, tle so, pridite jih iskati. Pa še si opazil, da je zelo veliko bencinskih avtomobilov, ne? Kaj je to spretno zbrana zaloga ali kaj? Jaz mislim, da je tukaj več taktičnih posebnosti. Ne? Med drugim tudi to, če boš zdaj prodal veliko novih avtomobilov z notranjim izgorevanjem, boš imel dosti dolg zagotovljen tudi donosen servis. Ne? Ja, to je res. Maziva, filtri in tako naprej, ne? Ampak, se pravi, ciljna ravnina 2035 se je začela. Ja, počas se je začelo, predvsem pa se je začelo to, konc je teh bajnih let, ki si postavil karkoli bajnega leta ali leta pa pol, no, da ne bo to izgledalo, kot da je trajalo 10 let. Tudi jaz vidim, da jaz kar dosti spremljam tudi malo rabljene avte, ker vsak dolenc mora malo pogledati, kaj se dogaja pri motorjih pa pri avtih, ne. Malo dober avto, pa tako pogledam, pa ne. Vsak večer, to je ena taka večerna rutina, tudi vidim, da so začele padati, da tiste neke pretirane cene rabljenih avtomobilov, ki so še pol leta nazaj ljudje kar kupovali, so še kar isti oglasi dol in zdaj se je začelo, da spuščajo po 90, 80, 100 evrov, pa je prečrtana cena, pa tako, ne. Predvsem je pa tudi, ta negotovost, ne, v svetu, ki živimo, ne, vse si videl. Ne moramo mimo, da se ne dotaknemo geopolitičnega dogajanja. Ne? A veš, Finska je šla v NATO, kaj je rekel Rus, jaz bom takoj straže razpostavil. Belorusija, taktično jedrsko orožje. Kaj je rekel šef NATO, mi bomo podpirali Ukrajino toliko časa, dok ne premaga Rusijo, ki mi je tudi tako malo, ni to čisto simpel, ne. In ta negotovost se sigurno odraža v vseh porah našega življenja. Ne? Pa tudi, če tako pogledaš, a veš, jaz ne vem, kako vidva dojemata zdaj trenutno svet okrog nas, ampak vse je drago ratalo, da ne zakovnem. Ne? Mene je zanj sezurilo, jaz sem bil v eni od naših slovenskih trgovin, ženo sva se disciplinirana, midva greva tako po večjih nakupih 2-krat na mesec, pa takrat kupimo, da kar neki sprotne zapravljaš. Ampak stari, v kakšen svet smo mi prišli, da je sadni jogurt dražji kot per? S povišanim tonom je to rekel. Jaz per ne kupujem, kaj ga dobim. Evo, pa smo spet pri Burinu. Ne, res je. Življenje je ratalo drago. Drago je, kaj svi. In mi se moramo, navadni ljudje, taki, ko smo mi trije, pa še ostalih 2 milijona Slovencev, se moramo resno vprašati, veš, zdaj bo čas za razmislek, da damo nek signal, da mi res ne bomo prišli v neko mobilnostno revščino. Ne? Veš, to ni hec. Danes nekdo, ki si avto, zakaj smo mi vsi tako zastrigli z ušesi tam na predstavitvi, ker jaz sem si rekel, tako sam pri sebi sem razmišljal, ko sem slišal to, ta avto bo električni avto, ki bo cenejši kot 25,000 evrov. Ne zabavajte se iz tega, ampak pa tu naredite. Pa ne zato, da ga ti rabiš, nisi to gledal čez sebe. Ne, ampak ljudje to rabijo. Ljudje to rabimo, ne moramo mi priti po 100 letih, po številnih avtomobilskih ikonah, ki so mobilizirale cele države, ne pri nas se spomnim Katrce, pa se spomnim v končni fazi Fičkota. Mingrede, poglejte naš na Juriš, ker je še vedno dober klip, ne. Ta prvi. A veš, si misliš, čakaj, a bomo mi zdaj prišli spet v to fazo, ko bomo navadni ljudje mogli stati na postaji, pa se s počasnimi vlaki pa avtobusi voziti, elita se bo pa vozila v dobrih avtomobilih električnih, ne? A veš, in zato mi je to pomembno in zato jaz res nisem ravnodušen tudi tako, ko prideš v trgovino,
Ti pogledaš malo večjo pakongo sadnega jogurta, pa je 2 evra. Jogurt, Sej, ne? In tu je ono, ki malo te hitro malo strezne. Ne? Res, ne, to sem hotel sam reči, ker res opažam to. No. A veš, ti si to izpostavil pri kolesih, meni se zdi, da se to zdaj dogaja pri avtih. Seveda pač to zaznavam. A veš, tle čez cesto, no, sem šel po testa na avto, vidim salon poln. Pol leta nazaj še spomnim, je bilo še... Mislim, kar je prišlo, je takoj šlo. Ja. Mogoče je nekdo imel srečo, pa je dobil kakšen testa na avto, preden ga je kupil, ampak drugače sploh niso gledali, kva kupujejo. In zdaj, čisto realno, se tu, na primer, kolega Ropret doskrat naredi, ki je tehnološki novinar, se tudi malo z avtomobili ukvarja, on doskrat gre čez Amazon, pa malo vrže cene ven, kaj se splača kupiti, ker se meni zdi čisto cool na svet, ne? Tudi jaz sem na podlagi enega njegovega nasveta si uro kupil, pa tako. Ma dobro foro. In če tu mi zdaj naredimo... Bomo linkali njegovo stvar. Ja, če mi zdaj naredimo to, Golf Rabbit bo sigurno dober nakup. Ker ni avto je relativno dobro opremljen, pa še en avto izdelek, ki je res dobra cena, ne? Ford Puma. 5 jurjev je popusta. Puma je drugače krasen avto, no. Pele se noro. Z 125 konji dobiš za 6-stopenskim ročnim menjalnikom za 20 jurjev. Pa še prtlažnik lahko pereš. Pa še prtlažnik, Magic Box ima, ne? Vem, Pa avto se res dobro pele, pa dobro zgleda, ne? Z avtomatikom je pa meni se zdi 21 jurjev 400. Stari. Kar je pa roko na srce dobra cena, ne? Mene lulat. Ne, jaz, se strinjam. Ne morem naravnost razmišljati več. Avto vidva... Jure, kjer je bil tvoj prvi avto? Kam greš ti? Jaz grem lulat, pa bi pa še v 3 avtih rad spregovoril, ko sem jih vozil. Ja. Okay. Alo? Jaz bom mogel iti počas. Ok, bom pa zdaj Povej od teh. Ne, nič, sam en avto No, povej. En avto sem hotel pohvaliti. Še nisem slišal, da bi kdo med podcastom šel lulat. Ja, stari. Veš, kaj sem vozil? Kako pa si ti zvezan dol? Imaš ti common rail ali... Nimam več točkovni vbrisk. Ja, ne, več točkovni izbrisk. En avto ima 5. Povej, izpušni kolektor. Ma ne vem, kje ne začnem, no, kaj. Rekel si 3, zdaj skozi v enem govoriš. 4 vam pa napisano, vidim. Ja. Ne, en avto, ki si ga tudi ti testiral, no, pa sem ga hotel omeniti, zato, ker se mi je zdel, mislim, oblika mi je, nikakor jo ne morem sprejeti, ali pa, ne vem, pač ni mi simpatičen, Honda Civic. Ampak pa zgubila je malo vozniške ostrine, ker ji totalno zameram. Meni je fantastičen avto. Čakaj, dovolj mi, da povem. Pripeljem do bloka v Mariboru, pa poblendam enemu, ki je šel s prejšnjo generacijo Civica, pa mi pol piše na Instagramu, sem rekel, da imaš ti v 9:30 zvečer, ko mu ta malo zaspi, da grem jaz, da sem prijem dol, da malo primerjam prejšnjega pa tega, ne. To se pravi, veliko skupnih točk. Je pa rekel, da on je 2019 novega kupil, pa je dal 25 jurjev. Ne. Zdaj pa tudi tega naročil in ga čaka, je dal pa 35 jurjev. Je res, da je hibrid, pa ima avtomatski menjalnik. Ne. Je res, da so se vsi avtomobili podražili, sam je rekel, da mu pa tudi ni bilo glih čisto vseen. Pa sem pa naredil en kratek krog s prejšnjim Civicom in je, tako bom rekel, ta nov Civic se je malo bolj prilagodil širši masi v smislu, še vedno dobro se pele, dobro se drži, ampak malo izgubil te vozniške ostrine, predvsem unga začetnega veselja, ki ti zaviješ v ovink. A veš, una lahkotnost, ki ima recimo Ford Focus, pa ima Ford Puma, ki smo govorili o njej, pa tudi Civic je imel. Ja, kako bi nadrsal, kaj veš, ne ta voljnost jemanja zavoja, ki ne rabiš športno peljati, ki lahko samo rondo zapeleš. Feeling, kako fajn. Tega je malo izgubila. Voljno je pa kot drugače, kar tako malo seksi besede. Ja, seveda, da je. Ja. Honda je bil, Civic je bil seksi avto. Ja. Hočem pa, zdaj pa da drugo plat, ki sem se mal pretožil, druga plat pa hibriden sklop, 2.0 bencinar, tale elektromotor. Zdaj sem že malo pozabil, takrat sem kar dobro naštudiral, pa je sam en teden vmes časa menil. Ne? Ampak ta hibridni sklop je, če jaz prav razumem, malo drugače zasnovan kot klasični hibridni sklopi. A je to isti tak v Nissanu? Zdaj Jure Grunta, pa bi rad povedal, pa se ne spomnim čisto točno tudi on. Ni klasičnega menjalnika. Ja. In ta sklop je prvi, če zdaj jemljemo v obzir, bom rekel, razmeroma dostopne avtomobile, da ga jaz dam po odzivnosti, po feelingu, po uglajenosti, po linearnem pospeševanju, po pretikanju, da je prvi, ki ga postavim ob bok Toyoti. Darata. Ne, da ga postavim
Ok, daj povej, si pel od Areta, pa si pel kakšno Toyota hibrid, njihov hibridni sklop je ne samo, da dela odlično, ta je že zaspal, bomo mislili. Ne samo, da se pele odlično. Ne, v Aretu sem ta trenutek. Ja, ampak tudi učinkovitost pa poraba, stari. Jaz se z Aretom lahko vozim, če nisem na avtocesti s 5,5 litri ali pa tudi 4,8, če hočem, ker je za velik avto odlično, ampak tudi ta Civic, ne glede na to, kako sem ga tepel, kako sem ga vozil, kako sem se do njega obnašal, je tam pisal 5,7. Ta avto je odličen, kar se tega tiče in hočem reči, da sem končno najdel en razmeroma dostopen avto, ekvivalenten tem recimo Toyotinim pa še parim še kakšnemu sistemu v tem, kako sem se jaz dobro počutil pri delovanju sistema. No. Kar se tiče oblike najprej, ne? Oblika vedno deli, sploh doskrat pri azijskih avtomobilih. Ne? Jaz obliki jo nerad ocenjujem zaradi tega, ker vsak oči ima svojega malega. Jaz pravim, da jaz vidim. Ampak, veš, meni je Honda Civic ta nova fantastičen avto, zato ker je prostoren, zato ker se res dobro pele. Kaj še na dud je zgubila, ne? Recimo, seveda je, vse si lepo razložil. In pa tudi, naprimer, v prtljažniku, ko je velik prtljažnik, imaš še vedno malo štenkce. Ne? Na koncu, to me je recimo tudi motilo. No, ampak drugače, generalno pa fantastičen družinski avto. Zelo. In ta hip, pobaveva, da je tako, ko gas pritisneš, je tudi bolj štarten kot Toyotin hibrid. Ja, res je dobro. Meni je dale, kar se tega tiče. Mislim, ne bom se vklopil v to debato, zaradi tega, ker jaz niti za Hondo, niti za Toyoto ne obstajam, tako da testnih avtov nisem imel že ne vem koliko cajta in nimam kaj zapovedati. Čeprav dobivam redno vprašanje, vsaj za Corolla Cross, ki sem si jo želel že, ko ste jo zbirali za slovenski avto leta, takrat je bilo, veš koliko vprašanj sem dobil za ta avto. Pa sem prosil za testni termin, pa nikoli dobil. Če lahko jaz kaj. No, super, dobro. Jaz tega nisem vedel, what the fuck. Vem pa za Hondo, videl sem jo, meni zgleda dobro, zaradi tega, ker je obdržala to prvotno obliko, tako kot Honda mora biti, pač narezana, nizka, limuzina, jaz bi raje še videl mogoče kombi limuzina, ki mi je bila. Se je to nekaj vmes, stari. Ja, ampak meni to ni. Ali bod limuzina, ali bod kombi limuzina proper. Meni je to neki na pol ta hatchback, mi ni no. Ampak je pa narezana, je oštra, je taka, da zgleda na cesti, no Honda. Tako, meni je to Zdaj, če si predstavljam še Type R, da bi bila še toliko bolj nabrita. To je druga zgodba, stari. Dare je pa meni zakon kot avto, res, to pa itak. Jaz ti sem hočel reči, oba hibridna pogona sta trenutno najboljša, kar jih lahko kupiš. Sigurno. Ja, se strinjam, stari. Ampak jaz sem bil na mednarodni predstavitvi tudi Toyota Corolla Cross prenovljene, ki je dobila najnovejši ta hibridni sistem, isto Toyota Corolla, ne Toyota Corolla Cross. Ja. Ima ta isti hibridni sklop. In v Corolli res dela tudi, veš, tako dober, proper, ampak res, ko gas pohodiš, ne, Honda bolj sune. Ne. Ja, verjamem, ja. Mislim, se strinjam. Ja. Bolj sune, pa manj se dere, ne, še vseeno. Dobro, to je pa, Honda brez menjalnika, pa ta s svojim tem CVT-jem, ne? Ja, tako. Je pa res, da Toyota in ta CVT je bulletproof, oni nimajo nobene patologije praktično. Ja, vem, ta menjalnik je bil nerazumljiv. Je pa tudi ena taka stvar, ki deli mnenja, no, če smo že pri tem. Enim je noro všeč, drugim je pa to, da se vrti pa v neskončnost. Ja, pa v četrti generaciji, peti generaciji je šele ratala taka, ki mora biti. Ne? Prej pa smo vse veste, kako je bilo. Ne? Vem, ja. Sam še en avto, pa bom pa nekaj. Pa 5 lulet. Ne, tale češki Urus, no. Škoda Enyaq, RS, Coupe, tale Štromar se je zelo hitro zapisal meni med ljubše električne avte. Pa naši sosedi so mu svetlečo masko naredili. Ker ima kljuko. Ne, ampak res je bil stari feel good avto, se mi zdela krasna welcoming kabina, pele se dobro, ljudje ga pa gledajo, kada je 300 jurjev stari. Krasno fotko si naredil, min grede v Solinah. Tam pri Strunjanu? Pri Strunjanu. Ja, hvala, stari. Mi je pa en veliko vprašaj na glavi narisala ta fotka. Zakaj? Zakaj si se ti vozil z odprto kljuko? A ti povem zakaj? Ne vem, točno. Ker jo nizno pospravil. Ne, seveda je znam, na desni strani tipka. Kaj narediš? Pritisneš jo, pa z roko pospraviš, pa spet pritisneš, pa jo z roko zahaklaš. Ja, ampak sama vam pride, ne? Kaj? Ja, sam ne pride ven, da se do konca, ampak sam naredi ping. Zabo si odnot, da tal... Ne, dobil sem test na avto s tem in pa dokler nisem snemal, se nisem s tem ukvarjal.
In that's it. In sem jo pustil ven. Mislim, ka meni je bilo res seksi, sem rekel, če si kljuko vodi. Dec je rato. Ciril ima erekcijo. Ja, sem pa, je bil pa, veš kaj mi je bilo pa tudi, tam pa drugič. Kaj, ne povej, Ne, všeč mi je bilo, ker sem šel enemu frendu in ima pa en pa star avto, mislim, da konc 80-ih, začetek, konc 80-ih. Ameco. Ja, 500, C126, 500 SEC. Da se ga nažrlo s plestenjakom. Nekaj sva spila, ja. Ne, pa hočem reči, da sem pa prešal to iz ultrasodobnega električnega avtomobila na tako klasiko, da jo iščeš stari, to je pa... Glavno sem se zmenil, da bom kaj posnel, da bom naredil en poklon tehniki pa enemu najbolj priznanih kupejev vseh časov. A se, kaj mene pa Saša ta pusti pozdraviti? Seveda, kot vedno. No, ok, pa pozdrav ga nazaj. To sem hotel povedati. Pa nič. To sliko si zapiš, da boš prlimo iz Visolinke, res lepa. No? Je to. Si spet najdu fotografov. Kaj se je ugasnil, Saša? Dam nazaj. Kaj si mi oddelal z mano? Ti si kar gre. Evo, še enkrat. Ne! Pa še ena slovenska premjera, no, da ne pozabim. Lexus RX. Nobeno dvajo ni bil, ne? Ne, to sem pa imel vabilo, ampak nisem pa mogel. To pa res. Jaz sem bil... Sprav za Toyoto, da te ne šljivijo, za Lexus so ti pa poslali. Ja. Pa dajmo se uskladiti, porka Madonna, no. Jebemo sulat, stari, moram jaz res začeti. Lej. Se veš, so stvari, ki se ne ulazi, ne? Kačeš? Ne? Ne, ampak je prav, da si povedal. Jaz recimo, veš, nisem bil na tekočem. A zato cross, Corolla cross, no, ja. To me res so me takrat spraševali. No, ja, pa se verjamem, stari. Ja. Ogromno vprašanje, ker je bil aktualen avto v času izbora za slovenski avtolet. Vem. Lej, dejstvo je, se tu bi mogel vsak avtomobilski novinar narediti. Pač tisto avto, ko ga nimaš priložnost testirati in... Ga kupaš? In ne, ga kupaš. Pač v njem ne moreš pamet ljudem soliti, ne? Sej zato pa nisem rekel avto. Jaz sem rekel daret. Ja, pejte v salon, pa vprašajte unga, ali ima 16-colske gume gor, ali nima, ne? Ja, kaj je zdaj? To je to, ne? Pa to ne leti na vas, ljudje, niste vi nič krivi, pa mi tudi ne. Ne, mi imamo vprašanje radi, no. Se to jaz vedno rečem. Pa to je neka taka stvar, ki jo mi tudi nekomu iz avtoindustrije s kom delamo, ne? Pač težko dokažemo pa pokažemo, koliko dela pod narekovaj imamo mi, potem, ko objavimo vse te zadeve na Instagramu. Pa tudi ni nam težko. Ni nam težko, se pravim. Pa na koncu dneva je tista števc zgor v njih sporočil je na nuli, no? Zaradi tega, ker res odgovorimo vsem. Veš, mene je zelo hecno, naprimer, ko pokličeš za kakšen testni avto, pa te ustrajno ignorirajo, pa imajo vso pravico. Ne? To je stvar znamke, komu bo avto dajal. Ampak poti pa pošle 100 sporočil, PR sporočil, pa dajte objaviti. Sej jaz ne rečem, jaz nisem, pa zdaj bom zakonil prvič po moje, nisem pizda, pa ne rečem, jaz ne vem o tem avtu. Jaz preusmeram folk na vaju. Zato, ker vem, recimo, če si ti nek avto vozil, pa ga jaz nisem, povem, pejt Cirilu vprašati, pejt Juretu, ne? Pač nisem tak, da rečem, meni pa oni niso dali avta, pa nič ne vem o njem. Ne, zato, ker imaš avtomobile iskreno rad, stari. Ja, pa ker folku rad pomagam, on ima dejansko ne težavo, ampak ga zanimajo stvari, ne? Ali se odloča za nakup, ali širi svoje znanje, kakorkoli. Pač, zato smo tle in zato pomagamo, ne? To nam je služba. Pač, hočeš, nočeš, ja, imamo fajn službo, ampak je služba. Jaz ne vem zavajam, ampak jaz sem ful užival, zdaj, ker smo govorili po 100 letih v avtih, stari. Kako znaš ti tudi, če se potrudiš lepo povedati, stari, tako globoko? A to si zdaj mora biti jezen. Ja. Malo se moramo razviti. Se mi zdi, da je tudi je dal napladen zdaj. Ja, se je prav. Koliko Gaber, ej? Ja. Ja, tako kot Gaber. Gaber je imel rent, a? Jure, imaš kaj zapovedati? Ne, sem povedal. Jaz sem užival v tem. Nisi nič povedal. Je, napisuje post na Facebook. Napisuje, ni pa povedal. Ja, pač, jaz Gabro zelo čutim, ker se sta oba ugotovila skupaj z njim, da se nam je to že vsem zgodilo. Ne? Mi je bilo pa tako. Tisto mi res ni bilo všeč, ker je na nek način, jaz verjamem, da si slabe volje, da se ne počutiš gut, ampak to je stvar
tebe pa delodajalca, bivšega, ampak lej, te dva fanta, ki sta stopila v njegove čevlje, sta stopila z veliko spoštljivostjo. To jaz vem, ker sem se prej tudi pogovarjal z njima in jaz jih res ne vidim kot ad hoc komentatorja. In tudi, veš, tu se moramo vsi mi zavedati, da... Čakaj, zdaj nisi citiral Gabra. Ne vem, če sem ga čist citiral. Ne, pa te je rekel, da je ad hoc zbral, torej na hitro zbral dva, ki se mu ne zdita primerna. Ne? Ja, tako nekako je rekel. Sta pa oba podkovana z veliko znanja. Jaz še vedno trdim, da David in Peter sta primerna komentatorja in tudi verjamem, da ona dva se bosta naredila v ta prava komentatorja, če bosta imela priložnost se narediti. Mata pa tudi, ljudje tu pa ne smemo pozabiti in to mora pa tudi Gaber iskreno povedati, veliko težjo nalogo, ko jo imel on. Zaradi tega, ker res nista na derkah. Ja. Ne? In, pa v velike čevlje stopata. Ne? Tudi tu sta pa tudi sama dva vedno rekla in jaz sam vedno pravim, vsi mi smo enkrat začeli ta posel. Ne? Jaz sem zadnjič najdel en svoj test, ki sem ga prebral, sem si mislil, Jurček, Marija, ne? A veš, ne, vsak nekje začne in to ni izgledalo zdaj, jaz pa tudi nočem, da ljudje to razumejo tako, pa tudi jaz vem, da Gaber ni to tako mislil, da zdaj sta ona dva koplenilca skočila na to mesto, ampak lej. Ne, dejstvo je, da sta najbolj primerna definitivno takoj za Gabrom. Ja. Boljše izbire ni v Sloveniji, čeprav je Gaber rekel, da si želi, da bi nekomu mlajšemu dal priložnost, jaz verjamem, da mogoče tudi nikogar ni primernega, da so tudi oni sami potipali, da je to najbolj safe varianta in dobro delata tisto, kar delata. Je pa minus ta, kar je tudi Gaber sam izpostavil, da tudi on ne bi imel tega vibea komentirati to na tak način, če bi to delo iz kleti. Pa če enostavno zgubiš ta šmek tega, da si prisoten tam, da ti da neko dodatno energijo, da se začneš preti mikrofon in da doživljaš to dirko na ta pravi način. Jaz Gabra absolutno podpiram in jaz bi se verjetno v njegovem primeru odločil isto, ker tudi sva se s Cirilom tako odločila na Siolu, ker so nam enkrat začeli pamet soliti, da bo treba te stvari izkrajšati, da ne bomo na mednarodne prezentacije hodili, ker to ni lifestyle. Ne? Jaz zdaj naslednjega podcasta, ki se bomo o avtomobilih pogovarjam, se zelo veselim, zato ker želim ljudem glih to povedati. Jaz sem se zdaj vozil na tej Volkswagenovi mednarodni prezentaciji, res smo se s pravimi inženirji dobro pogovarjali. Zdaj ne smem še govoriti o pogonu pa to, ampak midva smo imela tam motor razdrt. A veš? In tu so tiste stvari, ki jih v končni fazi ti tudi v članek ne moreš vse napisati, ker bi bil tehnično, ne vem, prezahteven ali pa premalo zanimiv ali pa vse. Ampak gre se za našo izobrazbo, gre se za tehniško kulturo, ki ti pa z neke zanimive stvari, ki jih pa bralcu, ki pa mogoče, tako kot ti praviš, ki nam pošljajo na Instagram, vprašanje mu pa lahko detaljno razložiš in so tudi ljudje, hvala vam še enkrat za take vprašanja, ker mi je res všeč taka debata. Ja, a veš, in zato je film Gabra in čutim to, kaj je njega zjezilo, kaj mene bi isto. In veš, se tudi pozna na slovenskem avtomobilskem trgu. Da ne bo kdo mislil, da Gaber ni v redu z njima, pač oni so frendi med sabo, se štekajo, se poznajo in veš, razumem, da so to neke stvari, ki niti niso zakačili oni zdaj, da govorimo zdaj, da smo mi zdaj neki peacemakeri med njimi. Ne, sploh ne. Ne. Oni so normalni med sabo, no, jaz verjamem, da je to. David pa Pero itak se bosta zrasla s tem, bosta boljša, dobila sta to priložnost, ko verjamem, da bosta izrabila in vidimo pa, da veš... Gaber je pač, eno stvar je jasna, pač je poln emocij zaradi tega, ker je to zelo sveža zadeva. Jasno. To, kar je povedal čez bivšega delodajalca, totalno legit, kar se mene tiče, to je njegovo mnenje. Mi da so, tudi glede tega bom iskren, mi Gabra nismo povabili v podcast zato, da bo to povedal, ampak zato, da se bomo pogovarjali, tako kot se danes mi med sabo pogovarjamo. Enostavno free flow podcast. Greva lahko korak dlje, ker je Gaber stopil v brlog, si ti rekel, da strne rabimo se niti dotakniti z prstkom, sam dajmo se pogovarjati, pa dajmo se fajn imeti. Točno to. In je on izpostavil, da želi to povedati, zato ker itak nima kaj skrivati. Tako se je začel. Mi da so pristopili v štartu, stari. Ja, valjda, pa sej, jaz sem vam napisal, jaz sem užival v podcastu in krasno in tudi slog Gabra, ne? A veš, meni je všeč, ko
on ima tudi te starinske avtomobilske izraze, ki so meni zelo blizu. Jaz sem tudi zadnjič, kaj te storije popol, mi je bilo simpatično, veš. Ne, jaz ga bom sigurno pogrešal kot komentatorja, ampak ni se pa zdaj svet ustavil, tu pa vsi vemo, ne. Dobar. Cool, 5 lulat. Folk, hvala, ker ste, pa daj no, konje na mizo, to še poznate, to je ena taka mega igra, ki pripelje družino skupaj, pa je odlep od zaslonov. Ja, drži to. Ti ko še zdaj lulat, ko vidim, da režeš, stiskaš, ne? Ko se je pritisknoval 2500 barov v Common Railu, da so še sedel, pazi na dilo. Folk, lepo se me. Lepo vodite. Ajde. Čau.